Tako, kot smo že prej rekli, hvala še enkrat za vse, ki ste prišli. Glede na to, da so bila naša predavanja in druženja malo daljša, kot je bilo planiran, in glede na to, da imamo zakupljeno dvorano za določen čas, bi jaz predlagala, da prvič, če ima kdo kakršnokoli vprašanje, da ga zdaj zastavi kateremukoli od današnjih predavateljev, potem pa zaključimo z zaključnimi mislimi. Ima kdo kakšno vprašanje? Ja, samo da se zahvalimo za najlepši dan. No, pa bi pa jaz prosila kar vse, da mogoče malo daljšo zaključno misel date, ali pa krajšo, kakor želite. Pa Metod. Jaz sem se začel pred slovenščino ukvarjati z univerzalnim jezikom, sem temu rekel. To je isto, kot je gospod povedal v glasbi. Jaz sem tudi se veliko z temi geometrijo, razmerji, števili, z svetlobo, s vsemi frekvencami, kako to prehaja, to je lepo povedal. Eni celo rečejo, da je še, gre v von, nižje, ko gre, da je von tudi del vidnega in slišnega. No in ko sem jaz opazil, da je v slovenščini ta univerzalni jezik že ujet, to je bil tisti trenutek, ko sem se zavedal modrosti slovenščine. In tudi danes sem se jaz to videl kot eno veliko povezavo vseh, ker sem poslušal, kako je od te vidne, dokumentirane zgodovine do vseh teh vzorcev, to je vse del nas. In ta abstraktnost, ko se ne vidi, iz tega vse izhaja in zato potrebujemo mi ta verjetno tudi neko potrebo po doseganju presežnega, zato ker to je del nas in mi smo del tega in ta odnos je nekaj nam naravnega. Tako da sem tudi jaz vsem predavateljem hvaležen, da sem lahko bil deležen drugih zornih kotov, ker to je vedno osvobajajoče. Tako bi se zahvalil Vesni za vztrajnost in za to, da toliko vloži, da mi lahko potem povemo, kar smo dognali. Hvala lepa vsem. Jaz bi rekel, da sem se imel danes prav lepo z vami, da mi je bilo všeč. Nekako sem, kakor vidim, razlog, da ni okrogle mize. Pač jaz jemljem vsako stvar v življenju tako, da je že tako moglo biti. Ene stvari se postavijo, pa ti mogoče na začetku ni všeč. Včasih sem se temu upiral, pa hotel nekako tisti ideal doseči ali pa tisto, kar sem se namenil, danes pustim stvari, da tečejo, ker je tako že prav, tako je moralo biti. Drugače, kar se mene tiče, jaz sem začel že v rosnih letih, pri 14 letih se živo zanimati za zgodovino. Takrat recimo sem že začel s koroškim plebiscitom, tako da belo-sivo učeno knjigo za tacga mulca pri 14 letih je to nenavadno. In me to skozi spremljalo, zato je nastala po tolikih in tolikih letih odlašanja pa nekih dopolnitev potem tudi ta trilogija Vojna za Karantanio, ki opisuje ne sicer Karantanio kot tako, ampak Karantanio v nemškem smislu, v tem imenom, kar je danes Koroška in vse, kar se tega tiče, pa širše Karantanija tudi, ki se je obsegala ozemlje proti Sloveniji, proti Primorski in tako naprej. Ampak pozneje, ko sem raziskoval, ko sem ene in druge in tretje stvari, nekako ni bilo nobenega preboja. Jaz sem že prej sodeloval tudi na teh konferencah Korenina Slovenov in Evropejcev, takrat se je drugače imenovalo, zdaj jaz to organiziram.
In smo odkrivali nove stvari, premaknili se pa ni nič z vedenjem. In so stvari, ki jih lahko razumeš na tak način ali pa na drugačen, z različnih vidikov in ti lahko kdo polena pod noge meče. Šele takrat sem se začel z jezikom ukvarjati in pa ne namenoma, nekako je to eno z drugim prišlo. Jezik meni nikoli ni bil kakšna prioriteta ali pa da bi se jaz za jezik zanimal pa za študiranje. Daleč od tega, v bistvu mi je bil prej zopren kot ne. Danes pa največje dosežke, ogromne dosežke lih na področju jezika. Dosegam, kar je pač ena čudo, no? Ker mi res to ni bilo nekako blizu. Tako kot mi psihologija mi bila, če rečemo durna, nekdaj je to premočen izraz. Ne glih tako, ampak odpor sem imel do tega. In potem, ko sem študiral stvari, če hočeš ljudi razumeti, kaj se dogaja danes v družbi, pa brez psihologije ne gre, zakaj ljudje tako reagirajo, zakaj se tako odločajo v družbi in gor in dol. Šele prek tega sem začel razumevati tudi, kako ljudje delujejo. In je ta jezik v bistvu slovenščina toliko pomemben, zato da pridemo naprej s prebojem tudi zgodovine, da je enostavno to že odprlo vrata, samo ni še naletelo na odziv na drugi strani. Informacija nedvomno je na drugi strani prispela na drugo stran, ampak dajte si predstavljati, koliko je to, recimo saj 200-300 let vluzenja, pa ne namernega, ljudje so res verjeli, da tako je bilo, ker počasi so se začela polena, verjetno na začetku celo namerno, kar se tiče tega prehoda Slovanov iz vzhoda. Prvi, ljudje tega ne vejo, je o tem govoril Piccolomini, on je delal na Habsburškem dvoru pri Friedrichu I. To je že v 16. stoletju, 15. stoletju pravzaprav. Mislim, da v 15. V glavnem, in je on si izmislil, ker so bili Habsburžani, so stalno segali po novih in novih in novih ozemljih in tudi po ozemljih celskih in tako naprej. In je bil interes, kako prikazati Slovence kot eno ljudstvo oziroma ene ljudi, ki so se komi priselili, nimajo pravice po tej plati do tega ozemlja. In se je izmislil priselitev Slovencev iz vzhoda, nek iz Rusije ali kjerkoli že pač iz vzhoda, da nismo tukaj na tem ozemlju samosvoji, da nismo samonikli, od nekdaj prisotni na tem ozemlju, in to je bila tudi pozneje osnova za izmišljanje, za izmislek, za ustvaritev ene pravljice o prihodu Slovanov iz vzhoda. Dejansko pa tega nikoli ni bilo. Ne bi moglo biti priselitve, če imamo pa 2500 let staro slovenščino sredi Italije, pa če gremo druget po Evropi, je ista cela Evropa do Švedske, do Egejskega morja in tako naprej. In po eni strani sem hvaležen, da imam ta dar, ki ga v mladosti, pa tudi pozneje v srednjih letih nisem čutil, s katerim sem odklenil to Pandorino skrinjico, ki jo pa tako ali drugače ni mogoče zapreti, ne glede na to, da zdaj blokirajo. Prej sem rekel, pa sem pol prišel na drugo misel, zamislite si, da nekdo bluzi 300 let, da zgradi teorije take in drugačne in jih nalaga eno na drugo. Tukaj vzadej so vagoni in vagoni knjig, študija in tako naprej o Slovanih in o zgodovini. In zdaj nekdo pride, vse to gre v nič, v prah. Po eni strani jim ni lahko, po drugi strani pa smo dolžni vedeti za resnico. In to resnico je pač treba širiti, enkrat bojo morali popustiti in sprejeti, da smo Slovenci tvorni narod Evrope. Vsi ostali, danes veliki narodi, so pa v resnici bili prišleki na tem področju in so se širili na račun Slovencev iz silo. Čisto vsi veliki, od Francozov do Nemcev, do Grkov, do vseh ostalih, vsi to so prišleki izven Evrope. S tem bi zaključil in se vam najlepše zahvaljujem. Zahvaljujem se organizatorki, Vesni in vsem sodelujočim. Hvala.
Hvala, Marko. Jaz bi se tudi zahvalil Vesni, da mi je dala priložnost, da sem lahko delil z vami svojo zgodbo, svoje izkušnje in spoznanja. Zahvaljujem se vama za take poglede, ki so, ja, marsikaj sem novega zvedel tudi. Tako in hvala vsem, ki ste bili prisotni do konca, ki ste do konca prisotni. In vsem pa želim, da živite svojo zgodbo in naj vas navdihuje stvarstvo ali pa, če rečemo, zavest, z veliko pisano, z vsem pomladnim razkošjem in lepoto, ki nam ga daje sedaj v tem času v izobilju. Moja zaključna misel. Tukaj smo ljudje, duše, na različnih ravneh zavesti. Ne gledamo, kdo je boljši, pa kdo je slabši. Te matrice razdvajanja, mislim, da jih vsi, ki smo tukaj v tej dvorani, pa vsi, ki bodo brali zbornik, pa vsi, ki bodo poslušali posnetke, da bodo resonirali s tem. Nekdo, ki je v 1. razredu osnovne šole, ni nič več in nič manj kot nekdo, ki je v srednji šoli. In ta ni nič več in nič manj kot tisti, ki je na fakulteti ali pa tisti, ki je že nekje v pokoju. Smo na različnih ravneh. In ko dvigamo zavest, ko prehajamo iz nižjih razredov v višje, ko dvigamo svojo raven zavesti, ker mi vsi smo zavest, samo trenutno se zavedamo ene svoje ravni. Takrat presežemo razdvajanja, takrat presežemo ločevanja in takrat presežemo obsojanja. Da to presežemo, je zelo pomemben, da uporabimo vse svoje ravni. Da uporabimo mental, človek, ki smo. Da uporabimo srce. Pravijo, da je več kot 10 000-krat večje elektromagnetno polje srca, kot je polje možganov. In da uporabimo svoj sončni pletež, svojo notranjo moč in da povežemo vse skupaj v sveto os sveta, da se odpremo v vse kozmične in zemeljske ravni in da ne gledamo to, ki navzven in da se ne povezujemo z verom nekje zunaj in da se ne povezujemo z zemljo nekje zunaj, ampak da ugotovimo, da vse to mi smo, da se povezujemo v enost. To se ne bomo povezali v fizični ravni, to se bomo povezali v svoji celovitosti, ko bomo spoznavali korak za korakom, da smo mnogodimenzionalna bitja. Namen naših zborovanj je en mali vidik tega. Zaradi tega smo predavatelji z različnih področji, z različnih pogledov, z različnih zornih kotov in razmišljanj, ampak skupaj, ko vzameš en kamenček, pa en kamenček, pa en kamenček in ti kamenčki niso ne črni, ne beli, ampak so v vseh barvah, v vseh tonih, dobimo lep mozaik, dobimo sliko. Se približujemo resnici, kakor si ti rekel. Resnica ni en kamenček. En kamenček je in the box. Smo zaplankani v neko navidezno resnico. Ko pa se umaknemo in nehamo soditi, ampak dejansko gledamo, očarani nad tem, kar vidimo, kar slišimo, in pa predvsem opolnomočeni, kar smo. Ko ugotovimo, ne glede na to, kako smo majhni iz različnih zornih kotov, da smo veliki. Ko ugotovimo, da nismo neponižani, pa naj nas ponižuje kdorkoli, lahko nas tako vidi, ampak ko samo ugotoviš, da nisi ponižan in ko ugotoviš, da nisi ponižen, ko ugotoviš, da si velečasten,
takrat ugotoviš, da si Bog v človeški podobi, ne? Si vir, si izraz enosti, si tista devetka znotraj nule. In to je moje zaključno sporočilo. Ne sodimo, povezujmo se, glejmo, ampak postavljamo svoje meje, da lahko v tem živimo svojo veličino. In tako bomo čez noč se zbudili v novi zemlji. Tako bomo čez noč drug v drugem videli človeka. Ne pa soseda, ne pa tujca, ne pa pač nekega nasprotnika. Hvala Metodu, da je že tretjič z nami delil modrosti slovenskega jezika. Hvala Markutu, da nas je razširil v vednost naše veličine slovenskega rodu, oziroma kakorkoli so se takrat imenovali, ampak to so naši predniki. Hvala Vladu za čudovito glasbo, za demonstracijo in za vso modrost, ki nam je podelil. Hvala vam vsem, ki ste prišli danes nas poslušati. In hvala tudi Luki Pušu in njegovim sodelavcem, da so pripravili tole dvorano, osvetlitev, ozvočanje in poskrbeli, da se mi tukaj dobro počutimo. In hvala Branetu Petroviču za snemanje. In nenazadnje, hvala, da smo, hvala, da ste. In še eno, ko boste brali uvodnik, prej sem rekla, da smo vsi val. Ko rečem jaz sem v bistvu sem. In ko rečem smo, in ko rečem ste, smo, ste, smo most. Bodimo mostovi za tiste, ki v prvem razredu prihajajo v drugi, v tretji in v novo zemljo. Hvala.